Kdor mora iti na pot, mora biti pa dobro pripravljen. Številni pravijo, niso več vajeni vožnje po zasneženih cestah in vozijo prepočasi, na avtocesti celo 30 km/h, in drug ekstrem, nestrpneži, ki kljub nevarnim razmeram divjajo in prehitevajo. Strpnost, ne prehitevajte naših plužnih vozil, varnostna razdalja in na pot le, če je to nujno potrebno v takih razmerah in seveda s ustrezno zimsko opremo. Prometni kolaps so sicer marsikje sinoči povzročili tudi številni zdrsi tovornih vozil, ki so jih iz prometa začeli izločati šele ob 5:30 zvečer. Odločitev je, pojasnjujejo na Darsu, sprejela strateška skupina za izredne razmere. In oni se ne glede na parametre, katere vidijo na kamerah, na posnetkih, se odločijo glede na razmere zunaj, kdaj se ta izločanje prične. Zdaj tule spet ne moramo vseh tovornjakarjev najbrž metati v isti koš, kajti če 9 tovornjakov gre čez nek odsek, eden pa zdrsne, se je treba tudi vprašati, kako je bil ta tovornjak opremljen z pnevmatikami, kako je bil naložen. V sekciji za promet pri OZS ob tem izpostavljajo še, da za izločanje tovornih vozil sploh nimamo dovolj parkirnih mest in da pogosto tudi niso splužena. Težave pa da pogosto povzročajo predvsem preslabo opremljeni vozniki iz tujine.